Lepo pozdravljeni. S torkom je v omejenem obsegu začasno sproščen javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski regiji so odprli tudi trgovine z oblačili in obutvijo. Tam je ob uporabi aplikacije Ostani zdrav zrahljana omejitev gibanja. Od srede pa bo vlada nekoliko omilila ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih. V vseh regijah bo zaščitna maska na prostem obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj dvometrske medosebne razdalje. Kot so sporočili po dopisni seji vlade, bo odlok začel veljati 16. decembra in bo veljal 7 dni. Nadaljujemo v Krškem, kjer so se v ponedeljek sestali člani občinskega sveta in med drugim sprejeli letni program gospodarskih javnih služb in sklep o zaračunanih cenah s področja komunale. Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za naslednje leto in nove cene komunalnih storitev. Leto 2020 je bilo kar zahtevno, tako zaradi korone, kot tudi zaradi delne izgube prihodkov. Kar se tiče za leto 2021 bojo občani dobili nekoliko nižjo položnico, se pravi 4-članska družina, ki je priključena na vse komunalne storitve, bo okrog 25 centov nižja položnica. Za tiste, ki so pa na vaškem okolju, bo pa položnica malenkost nižja okrog 2 do 3 cente. Pričakujejo, da se stanje s koronavirusom tudi v letu 2021 ne bo povsem ustalilo, zato predvidevajo, da bodo imeli določen primanjkljaj v prihodkih. Se pravi, zato, da nismo povišali cene, smo morali v podjetju Kostak se odločiti, da bomo nekaj teh izgubljenih prihodkov pokrili iz sredstev razvoja, iz lastnih sredstev, tako da kjer je pa situacija taka, da ne bi bilo primerno občanom poviševati cene, je pa mislim, da ta ukrep pravilen. Ja, mislim, da je ta predlog, ko je trenutni v veljavi zdaj, da je dober. Jaz mislim, da se izvajanje gospodarskih javnih služb vrši normalno, da je dokaj kvalitetno in seveda to zahteva tudi določeno ceno. Gre praktično za iste cene, celo minimalno znižanje teh cen. Zato mislim, da je to na nek način tudi odgovor v tem zahtevnem letu, da kljub temu, da je po drugi strani celo več storitev, ki jih je potrebno opraviti, predvsem na ravnanje z odpadki, prav da cene ostajajo na tem nivoju. Moram reči, da v letošnjem letu kakšnih posebnih sprememb v cenah ni bilo, tako da smo nekako po pogajanjih uspeli dobiti pač cene, ki so nekje enake lanskim. Res pa je, da če določeni parametri ne bodo izpolnjeni, predvsem predvidene povečane količine, potem bi znale v naslednjem letu biti cene tudi nekoliko višje. Ampak mislim, da tudi sicer ni nekako primerno, da bi v letošnjem letu mogoče izvajali več investicij, ki tudi gredo na nek način v te cene. Predvsem gre za investicijsko vzdrževanje, zamenjave števcev in podobno. Skupna poraba za individualno rabo, se pravi, gre za te porabe, ki jih sicer posamezni občani plačujejo preko položnic, znaša nekje okrog 4,8 milijona evrov. Kolektivna raba, se pravi urejanje tistih skupnih zadev, kot na primer razsvetljava, potem urejanje cest in podobno, pa znaša nekje okrog 3 milijone evrov, tako da skupaj se približuje stroški komunalnih javnih, gospodarskih javnih služb nekje okrog slabim 8 milijonom. Svetniki so prav tako sprejeli predlog sklepa o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most. Kot je znano, je v zadnjih letih potekal projekt Most, ki ga je sicer vodil Center za socialno delo, gre pa za pilotni projekt, ki je nekako testiral izvedbo celovite oskrbe za naše starejše občane. Ta projekt se je pokazal vsaj v Posavju oziroma v Krškem se je pokazal kot pozitiven, je imel pozitivne učinke in zato smo se odločili, da bi bilo škoda, da nekako zavržemo vse te pridobitve, ki smo jih s tem dobili, tako za uporabnike na eni strani, kot na drugi strani tudi kadre in vse ostalo, kar se je nekje ekipiralo v času delovanja tega pilotnega projekta. Zato smo se odločili, da bi podprli kot občina nadaljevanje tega projekta, vendar v zmanjšanem obsegu in samo za določene storitve, ampak vsekakor bi bile tudi v to vključene tudi zdravstvene storitve, ki so bile zapovedni ključnih elementov že sedanjega projekta Most. Predvidevamo nekje 50% subvencij v strani občine, se pravi po 50% sofinanciranje, tako da nekje po oceni Centra za socialno delo bi
tako financiranje lahko omogoča, da bi tisti uporabniki, ki take storitve najbolj potrebujejo, lahko tudi te storitve dobili. Seveda pa je celotno razmislek o višini sofinanciranja še vedno lahko predmet razprave v kasnejšem obdobju, če se vidi, da pač s takim financiranjem ne bi šlo naprej. Ampak bistvo današnjega sklepa pa je v tem, da občinski svet podpre nadaljevanje tega projekta kot projekt, ki je sedaj samo projekt občine, ne pa več projekt države. Prvomajska ulica v Sevnici je dobila novo podobo, in sicer na odseku od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno v skupni dolžini približno 400 metrov. Pri prenovi Prvomajske ulice je šlo za projekt rekonstrukcije kanalizacije, ki je zajemal tudi ureditev lokalne ceste, pločnika in javne razsvetljave na tem 400-metrskem odseku. S to prenovo je bistveno izboljšana infrastruktura ne samo za avtomobile, predvsem komunalni vodi, pa tudi varnost pešcev. Na tem delu je bila javna razsvetljava nekoliko manj močna, manj intenzivna, kar je bilo skoraj moteče za obisk športnega doma kot pomembnega objekta v mestu. Križišče so želeli preurediti v mini krožišče, a do tega ni prišlo, saj se stanovalci bližnjega bloka niso strinjali, da bi del zelenice namenili za ureditev javne infrastrukture. No, tukaj to ne ovira, da je klasično križišče. Krožišče bi bilo nekoliko bolj udobno, ugodno, prometno-tehnično, tudi varnostno, pa vendar ne gre za nek primanjkljaj na tej cesti. Kjer pa so ureditve nekako večje, predvsem pa promet bolj intenziven, tam pa bi bila taka izguba večja. V naslednjih mesecih sledi še hortikulturna ureditev. To bo kot redno delo, pa vendar je pomembno, da se ob taki cesti zamenjajo drevesa, da se nekako hortikulturno uredi. Vrednost investicije je znašala dobrih 300 000 evrov. Vlada je v sredo izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt hidroelektrarne Mokrice. Odločitvi pri tehtanju javne koristi prevlade energetike nad javno koristjo ohranjanja narave je pretehtalo to, da bo hidroelektrarna kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarn na spodnji Savi in tako k realizaciji ciljev obnovljivih virov. V Društvu za preučevanje rib Slovenije so oktobra letos ob najavi začetka postopka prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave izpostavili, da gre za nadaljevanje netransparentnosti države. V društvu vztrajajo, da uničenje narave in varovanje habitatov, ki bi jih prinesla izgradnja hidroelektrarne Mokrice, nikakor ne odtehtajo proizvodnje manj kot 1% elektrike, ki jo letno porabi Slovenija. V postopku so določeni izravnalni ukrepi, ki jih bo moral urediti investitor. Med drugim bodo uredili več drstišč, urediti bo potrebno izlivni del Krke, zatone na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok. V družbi hidroelektrarne na spodnji Savi, koncesionarju po zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, pozdravljajo odločitev Vlade Republike Slovenije. Kot pravijo, so sedaj izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice. Leto 2020 se počasi poslavlja. Načrte občine Krško za leto, ki je pred nami, nam je predstavil župan Miran Stanko. V letu 2021 bodo v Krškem nadaljevali z investicijami, ki jih izvajajo že v letošnjem letu. Seveda nadaljujemo tudi z gradnjo knjižnice v Krškem, gre za velik projekt. Potem tudi nadaljujemo z gradnjo stavbe poklicne gasilske enote v Krškem. Potem so tukaj še kanalizacijska omrežja, sicer predvsem je zdaj v gradnji in tudi mislim, da v letu 2021 naj bi se to nekje izvedlo do konca, torej kanalizacijski sistem v Velikem Podlogu. Potem imamo začetek gradnje mostu čez Savo, torej peš most preko Save. Nadaljevali bodo z aktivnostmi na cestni infrastrukturi. Za to področje je zagotovljenih kar precej sredstev, tam nekje okrog 8 milijonov evrov. Tako da poleg rednega vzdrževanja bo tudi v tem letu precej obnov cest.
Med večjimi investicijami, ki so vključene v načrt razvojnih programov med letoma 2020 in 2024, je tudi gradnja novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Pričakujejo, da bo dinamika taka, da bi naslednje leto prišli do umestitve in projektiranja. Torej, osnovna šola dr. Mihajlo Rostohar je zdaj v fazi priprave. Treba vedeti, da je treba najprej ta objekt umestiti v prostor. Seveda zato potrebujemo tudi idejni načrt. Ta je sicer bil pripravljen, je že nekje izdelan, ampak zdaj v tem trenutku umeščamo celotno zadevo v prostor. Ko bo enkrat umestitev upravljena, gremo naprej z aktivnostmi, ampak glede na to, da so te zadeve, ki se tičejo papirjev oziroma dokumentacije, so precej zahtevne, bo to seveda zahtevalo kar nekaj časa in v letu 2021 pač ne pričakujem, da bi se že začelo z gradnjo. Ocenjena vrednost projekta znaša 8,5 milijona evrov, kar je za občino Krško precejšen zalogaj, dodaja župan. Poglejmo še v Sevnico, kakšni so načrti za letošnje leto oziroma katere naložbe so prednostne. V letu 2021 občina Sevnica načrtuje izvedbo nekaterih že pripravljenih projektov. Kljub temu, da proračun še ni sprejet, je sevniški župan prepričan, da so ti projekti tisti, na katere se bo proračun osredotočal. Tukaj moram izpostaviti 3 velike projekte, ki se bodo v letu 2021 pričeli z evropskimi sredstvi Sklada za regionalni razvoj. To je hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov, prenova kanalizacije v porečju spodnje Save, torej v občini Sevnica, in opremljanje poslovne cone v Šmarju, nadvoz preko Trebanjske proge za dostop na Savsko cesto. Občina nadaljuje z investicijami v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. V 2021 zaključujemo dogradnjo vrtca v Sevnici, opremo vrtca v Boštanju oziroma v objektu Panorama, kjer bo zasebni lastnik pripravil objekt za uporabo, občina pa v ta objekt vloži opremo za izvajanje predšolske dejavnosti. Nadaljevali oziroma nekako začeli bomo v letošnjem letu sprejeto strategijo razvoja šolstva in predšolske vzgoje. Nadaljujejo z naložbami v cestno-prometno infrastrukturo, pa tudi s tekočimi rednimi dejavnostmi občine, kot sta predšolska vzgoja in varstvo starejših oziroma šibkejših. Zelo pomembno je tudi, kako in na kakšen način ter kdaj se bo zaključila ta COVID kriza, kakšen bo izhod iz te krize in kako bomo občine uskladile ta izhod, da bodo vse aktivnosti tekle v skladu z načrti in v skladu s terminskimi plani in da bo izhod iz krize tudi v gospodarstvu čim lažji, kajti gospodarstvo potrebuje podporo javnih služb, tako šol, vrtcev in vseh ostalih. In tudi to verjamem, da bo ena od zahtevnejših nalog za normalizacijo življenja po tem zahtevnem obdobju. V okviru projekta Doživi energijo Save bosta tako brežiška kot videmska tržnica bogatejši za ribomat, v katerem se bodo našli fileji, čevapčiči in ostale dobrote iz lokalno vzgojenega afriškega soma. To je trenutno največja ribogojnica severnoafriškega čopovca oziroma afriškega soma v Sloveniji. Za gojenje afriškega soma so se odločili po nekem naključju, pripoveduje Mojca Colarič. Preko druge dejavnosti, ki jo že dlje časa izvaja njen soprog, sta leta 2015 stopila v stik z avstrijskim partnerjem. On je rabo različne pripomočke, 2 ribogojnice smo mu pomagali postavljati in pol sva midva z možem tako malo otroško naivno v bistvu rekla, pa sej to ni tako zahtevno, če bi prišla nekje do enega vodnega vira, pa bi mi tudi te ribe gojili, ker ni vse skupaj tako težko. In pol se je pojavilo tolele usoda na ključje, da smo prišli do te zapuščene kmetije v bistvu, da smo jo kupili, kjer je bil vodni vir in kjer sva midva videla tisti najin milni mehurček in sanje, da bova tudi midva ribogojnico imela. Danes ribogojnica zmore letno pridelavo 100 ton živih rib, sicer pa se ukvarjajo s predelavo ribe. Ribo pripravljamo v obliki fileja, to je pač riba očiščena brez kože, brez ene koščice, kosti, se pravi varna v smislu za vsako populacijo, tudi najmlajše
ni se treba bati. Poleg filejev so tu še ribji čevapčiči. To je pridelan izdelek, to je tudi zelo enostavno, vržemo na ponico, za 10 minut imamo kosilo, večerjo, karkoli že pripravljeno. Šolam pripravljamo fileje tudi v obliki kot mletega mesa, ker si potem same pripravljajo ribje polpete ali pa kot ribja haševmake, da se marsikaj narediti, tudi te mlete ribe, bom rekla. V Ribomatu, tako na videmski kot brežiški tržnici, bodo na voljo tudi ribji namazi. Postavili ju bodo v okviru projekta Doživi energijo Save. Res je, da tudi ta situacija, današnja zdajšnja situacija, ni ravno v prid temu, da bi prehitro ali pa da bi hitro prišli do tega, ampak računam, da ne bi, mislim, da že nekje v januarju lahko tole zadevo imeli postavljeno na tržnici. V preteklem tednu so v podjetniškem inkubatorju Krško zaključili z brezplačnimi izobraževanji, ki so potekala preko spleta. Kot so nam sporočili, so se skozi zanimive podjetniške vsebine pripravili na doseganje zastavljenih ciljev. Udeležencem je vsebino s praktičnimi primeri in skozi lastne primere podal magister Peter Babarovič. Izobraževanje, ki je potekalo v 2 delih, je k sodelovanju pritegnilo skoraj 30 sodelujočih. Kot dodajajo, je v podjetništvu doseganje zastavljenih ciljev velikokrat povezano z javnim nastopanjem, zato je bilo drugo izobraževanje smiselno nadaljevanje prvega dela in je vsebovalo veliko nasvetov, napotkov in praktičnih izkušenj za izvedbo nadpovprečnega nastopa. Nina Dušič-Hren je z znanjem opremila več kot 30 zadovoljnih udeležencev. Poglejmo še na spletni portal eposavje.com. Sledijo najbolj brane novice prejšnjega tedna. Spoštovani gledalci, to je tudi vse, kar smo pripravili v tem Posavskem tedniku. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.